spoštovane gospe in gospodje, pozdravljam vas iz studia 1 televizije Slovenija. Zelo vesel, da smo skupaj tudi v tem večeru, ko bomo morda zaslužili 20.000 evrov. No, ne bomo mi, če bo zaslužila naša tekmovalka, ki prihaja iz Prekmurja. To povem zato, ker se to v našem kvizu zgodi zelo redko. Je mlada mamica, doma gradijo hišo, za hobi lončari in tudi vodi tuje turiste po Ljubljani. Ja, vse to. In ker je gradnja hiše zmeraj jama brez dna, lahko morda zaslužek v Jokerju vpliva na to situacijo. Bomo videli, če se bodo plani išli. Tukaj je Nastja Novak Sukič. Dober večer, Nastja. Izvolite. Takole, vesel sem, da sva skupaj iz več razlogov, da ste ženska tekmovalka, prav gotovo, pa ne samo to, ste iz Prekmurja. Ne vem, ko spregovorite, se to sliši? Definitivno se čuje, ja. Ja, zdaj ste se odločali, kako boste govorili. Se pravi, živite v Prekmurju? Tako. V katerem kraju? Takoj pri Murski Soboti v Črnelovcih. Črnelovci? Ja. Dobro. Zanimivo. Moja Katja, mislim, naša, se piše Črnela. Ja, pa tam ima rodbino, zanimivo. Bomo prišli do tega. Sicer pa, kaj ste po izobrazbi? Drugače sem diplomirana ekologinja z naravovarstvom. Delala sem licenco za turistično vodnico in pa lončarski studium imam zdaj. To, zdaj, kaj vam je zdaj najpomembneje v življenju trenutno? Kaj vam največ časa vzame? Kaj ste najbolj? Definitivno mama. Ja, seveda mama. Ja, to je seveda poklic. Ne samo, to je 24 ur dolg poklic. Definitivno. Torej, mlada mamica, lahko rečem, ne? Ja, malo več kot 1 leto. Malo več kot 1 leto. No, to prvo leto, če tako lepo vzamete, z enim stavkom, kakšna je ta izkušnja materinstva? Neverjetno, mislim, pač ne moreš opisati z ničemer. Ne da se primerja z ničemer? Ne da se, ne da. Ne morem reči, je tako, kot ste pričakovali, ker pač... Ne, je še nad tem. Nad tem, še bolje. Tako se govori, se pravi, še malo pa drugi, a ne? Upamo, ja. Upamo, ja, no, to je odvisno od vas in vašega izbranca. Dobro, povejte, ste že veliko nastopali pred kamerami v življenju? Nekaj malega pa sem bila. Nekaj malega ste, no, ampak zdaj ste tukaj, to so zdaj kar veliki čevlji, velik studio. Imate velike ambicije? Ja, da gremo do konca, da 20 evrov dobimo. A tako, no dobro, to je dobro, da imate to motivacijo, pa potem že zdaj na začetku povejte, zakaj jih potrebujete. Za hišo. Torej sem prav povedal. Tako. Vse roko na srce, 20.000 danes za hišo, to... Nikaj dosti. Nikaj dosti, se strinjavam, ampak vseeno pomembno. Veliko si bova lahko povedala še med oddajo, zaenkrat smo vsi veseli, da smo tukaj. Z vami je tudi Egon, ste ga težko izbrali? Ne. Ne, super, in ga bomo seveda spoznali tudi malo kasneje, ko pride na vrsto, čeprav čaka na priložnost že od prvega vprašanja. Prav? Dobro. Zdaj pa za vas obvestilo, gledalke in gledalci, za vse, ki želite biti del naše nagradne igre. Od tega trenutka imamo za vas novo vprašanje. Kje ga najdete? Na našem Instagramu, na Facebooku, vse informacije tudi na spletni strani oddaje Joker. In upam, da ne bo pretežko, da boste pravilno odgovorili in časa imate dovolj do naše naslednje oddaje. Cel teden čakamo na vaše odgovore in tukaj je obljubljena nagrada. Za 3 najbolj srečne, družabna igra Joker, nekaj čisto novega, kar vam bo skrajšalo vedno krajše dneve. Torej, čakamo na vaše sodelovanje. Jaz pa sem tukaj z novico. 7 Jokerjev smo vam pravkar pripisali na račun in denarna lestvica je strma, je visoka, 20.000 je na vrhu, spustili vas bomo čisto na prvo stopničko in naj se kviz začne. Tukaj je, Nastja, za vas prvo vprašanje. Nosač v himalajskih odpravah se imenuje Hunza, Šerpa, Lepča ali Nevar. Kako se imenuje? Ne veste? Ja, ne. Ja, ne, če boste pritisnili, pomeni, da ne veste. Šerpa. Šerpa? Ja, dobro, tako se govori. Torej, Šerpa, vidite, to je ta začetna zmedenost. Ona bi vse pritisnila, kar je. Pritisk na ta gumb pomeni, da ne veste, da kličete pomoč Jokerja in to bi vas zdaj predrago stalo, ker odgovor očitno ni bil pretežak. Ste prepričani v to Šerpo? Ja. Šerpa je pravi odgovor, seveda, 200 evrov.
To je en prizor iz Himalaje, pripadnik te etnične skupine, ne? Šerpe so etnične skupine v Nepalu, nekako najbolj znane po svetu prav zato, ker zmorejo nositi težke tovore v zares neprijaznih nadmorskih višinah. To zmorejo, to znajo, cel svet jih pozna, nekateri so svetovno znani, vi ste pa zdaj dobili na ta račun 200 evrov. Drugo vprašanje, za 500 taka gre, prosim. Albinizem je duševna motnja, prekomerno pitje alkohola, pomanjkanje pigmenta ali kronična zaspanost. Torej, kaj je albinizem? Pomanjkanje pigmenta. Poznate ta pojav, ste pa hitri, se pravi pobarvava. Pomanjkanje pigmenta, pravi Nastja. In odločitev je bila hitra, ne izgubljamo časa za stvari, ki jih poznamo in očitno to znate. Albinizem je pomanjkanje pigmenta. Dobro. Evo, to je, kaj ne rečem, prekrasna srčkana dojenčica, očitno s tem albinizmom. To je pravzaprav ena genetska, ali je to bolezen, okvara, motnja, kakorkoli, značilno pomanjkanje melanina, pigmenta, ki daje barvo koži, lasem in tudi očem in se pojavlja v vseh rasah, ja, ne samo pri beli. Dobro, zdaj to ste povedali, to je tako za začetek, da vas malo dobimo, da dobite veselje. Zdaj pa vas moram vprašati, torej odločili ste se za svojega sotekmovalca Egona. Kaj sta si, kako se poznata? Nekje 15 let se že poznamo, smo pač prijatelji in zdaj se udeležujemo različnih pub kvizov skupaj, tako da... Vaju druži tale želja po kvizih. Je tudi on Prekmurc potem? Ja, seveda. Seveda, oba sta prišla iz Prekmurja, pogledajte, kakšno dozo Prekmurja smo dobili v naš studio in tukaj je Egon Titan. Dober večer. To je aplavz za vas. Povejte, ko sta se vozila iz Prekmurja v Ljubljano, o čem sta se pogovarjala, kakšne taktike sta kovala? To je bilo zelo lepo, ker smo še imela zadnji moment, da še malo povežbava. Dobro, ja. In sta vežbala? Sva. Dobro, se pravi, to se zdaj ne bojimo, da ne bi bilo izvežbano, branje in ugibanje. Sicer pa zdaj vemo, kaj je Nastja po izobrazbi, kaj pa vi? Jaz sem pa reševalec. Reševalec. Delate kot reševalec. To se sliši zahtevno, tudi tako človeško, mislim. Reševalec z reševalnim vozilom. Sem delal prej, zdaj pa v sklopu enega rehabilitacijskega centra. Torej reševalec, iz vode, je tako? Tako. Se pravi, zdaj pa neka nova veja tega. Se pravi, pomagate ljudem, oziroma ste pripravljeni pomagati, ste zato izvežbani. Rekli, da se poznate 15 let? Kaj vam najprej pride na misel, kdaj vam je najbolj luštno, ko ste skupaj z Nastjo? Na kakšnih žurkah. Je ona večja žurerka od vas ali manjša? Kdo je zdaj tu? Kdo zmaga? Stvar diskusije. Ja, ona prav, da vi namreč, ne? Aha, okej. Zame. Najbolj, kako. To je očitno stvar diskusije, zdaj nimamo časa, da bi vse te vidike spoznali, ne? Kaj to pomeni, ne? Sem mislil, da je odgovor lažji. Prav, poklicala vas bo, ko bo sama tako želela, do 11. vprašanja ima to priložnost, sicer vas jaz povabim na bonus joker, temu se ne morete izogniti, se veselim sodelovanja. To je torej Egon in zdaj je tukaj vprašanje za tisočaka, številka 3. Katero slikarsko smer je populariziral Pablo Picasso? Impresionizem, ekspresionizem, realizem ali kubizem? Torej, s katero smerjo je zaslovel, postal svetovno znan? Impresionizem, ekspresionizem, realizem ali kubizem? 7 jokerjev, super joker in samo 10 sekund še. Dobro, kaj je to, navaden joker ali je to Egon? Navaden. Navaden. Torej, katera dva odgovora sta vam sumljiva? Kubizem pa ekspresionizem. Torej, kubizem in ekspresionizem. Ja. Dobro, poglejmo. Je lažje. Kubizem. Kubizem. Pobarvava. Pobarvava, ja. Dobro, kubizem pobarvava. In zdaj to imamo, ampak počasi. Najprej vam predstavljam še eno Prekmurko.
A veste? In to je Katja. Katja, lep pozdrav. Dober večer, lep pozdrav vsem. Poglej, kaj smo pripeljali v oddajo, Nastjo, Egona, oba iz Prekmurja. Jaz sem navdušena, oba zelo lepo pozdravljam. Nisem pa tudi še odkrila, Nastja, kako je moj priimek povezan z vasjo Črnelovci. To pa mislim, da moram enkrat raziskati. Moraš, ja. Mora biti kakšna zanimiva zgodba v ozadju. Gotovo. Ja. Se pravi, to vas druži, ampak druži vas seveda tudi kviz naslednjo uro. Ja. Smo pri tretjem vprašanju. Katja, o čem govorimo? Ja, tako, Nastja, to gre seveda za eno tako zanimivo umetniško gibanje. Ne bom še povedala, iz katerega časa in obdobja, je pa revolucionirano evropsko slikarstvo in kiparstvo in navdihnilo sorodna umetniška gibanja v glasbi, literaturi in arhitekturi. In da ne bom pretiravala, ta smer je bila seveda kubizem, kaj pa drugega. Bravo, Nastja! Bravo, Nastja, bravo, Egon! Tukaj imamo en primer te kubistične umetnosti, ne? V teh umetniških delah so subjekti dostikrat razčlenjeni, ponovno sestavljeni v abstraktni obliki, namesto da bi upodabljali predmete z ene same perspektive, uporabljajo več perspektiv in stvarni svet je nekako razstavljen, takole na kratko in na hitro. Kubizem, dobro. Tu ste jo dobro odnesli, en joker, vi ste na tisočaku, vse v najlepšem redu. Nastja, četrto vprašanje za 3000, prosim zanj. Katera vojna je znana tudi kot velika vojna? Stoletna vojna, prva svetovna vojna, 30-letna vojna ali druga svetovna vojna? Torej, kateri se reče tudi velika vojna. Za katero vojno gre to? Šest jokerjev, ki ustavijo čas, dajo 15 sekund, zdaj imate samo še 9 sekund. Dobro. Navadni joker ali super joker? Navadni joker. Navadni, dobro. Torej, kateri dve vojni boste zdaj omenili in eno bo joker prečrtal? Velika vojna. Stoletna in druga. Torej, stoletna in druga? Ja. Poglejmo. Ni druga. Imamo še zmeraj na voljo stoletno vojno, prvo svetovno vojno in 30-letno vojno in 5 jokerjev. Velika vojna. 9 sekund. 5 sekund, hitro. Še en joker, prav. Kaj pa zdaj? Stoletna pa prva. Ali stoletna ali prva? Ni stoletna. To je pa prva svetovna vojna. Prva. Ja. Pobarvava? Ja. Ja, ok, pobarvamo prvo svetovno vojno. Dobro. Zdaj jaz mislim, da bo smiselno povedati odgovor pravi takoj po tem efektu brez zavlačevanja. Tako se še danes pogosto imenuje največji zgodovinski preobrat na začetku 20. stoletja. Gre za prvo svetovno vojno. Ja, to je ena ilustracija, to je bila frontna linija, očitno vojna v teh jarkih, strašna stvar na začetku stoletja. Takrat so mislili, da se kaj hujšega svetu ne more zgoditi, a potem je prišla zelo kmalu druga vojna. Prva svetovna vojna se seveda ni imenovala na začetku prva, ker še ni bilo druge. Se pravi, velika vojna, potem, ko je prišla druga, se je pa to začelo poimenovati drugače. 3 jokerji so šli, morda pride kakšen nazaj, vsaj eden recimo. Zato boste zaslužni vi in pa vaš super joker, kajti tukaj je bonus joker. Prosim lepo. Egon, vi boste samo ponovili en odgovor, ne? Ona bo prebrala vprašanje in oba odgovora, mi pa samo seštevamo. Vsaj 5 zadetkov. Dogovorjeno? Bom probal. Boste poskusili, mi dva pa tudi, a ne? Tako. Ste pripravljeni? Ja. Ja, 3, 4, zdaj. Koliko pedalov ima standardni koncertni klavir? 2, 3. 3. Da. V katerem gozdu se je skril Robin Hood? Sherwoodskem, Greenwoodskem? Sherwoodskem. Da.
Kateri kantavtor poje Bog ne daj, da bi crknil televizor? Andrej Šifrer, Adi Smolar. Smolar, Da. Kje je edino slovensko vojaško letališče? Cerklje ob Krki, Lesce. Lesce, Ne. Zadnje Arhimedove besede naj bi bile: ne dotika se mojih številk krogov. Rogov, Da. Krogov. Kje nastopi novo leto prej? V Paragvaju, na Šrilanki. Paragvaj, Ne. Veliki vezir je bil najuglednejši minister v Osmanskem cesarstvu, Svetem rimskem cesarstvu. Sveti Rimski, Ne. Kateri je največji citrus? Grenivka, pomelo. še. Največji citrus. Grenivka ali pomelo? Pomel, Da. V usmerjenem izobraževanju se je učni predmet imenoval samoupravljanje s temelji marksizma ali socializma. socializem, Ne. Tega ne morete vedeti, ker ste premladi, ampak evo, en joker je v žepu, a veste, torej 5 zadetkov je bilo, je kar ne, to je taka posebna disciplina. Je bilo drugače v avtu na poti do Ljubljane. definitivno. Čisto drugače, ampak smo splavali, evo, do prvega jokerja, hvala lepa, zdaj Egor, lahko sedete. Še vas bomo videli, ko vas Nastja pokliče, dobro. Spet imate 5 jokerjev in še 2 super jokerja, ne pozabite na to. Novi krog in odslej 40 sekund. Kot vidite, hitro tečejo, to vam bo zdaj koristilo, za 7000 gre. Kaj vas bomo vprašali? Vprašanje številka 5. Entomologija je znanost, ki preučuje dinozavre, oblake, rokopise ali žuželke. Entomologija. Žuželka, Ker? ker to preučuje. Aha. Ego, nič ne odgovori. Pobarvava midva to. Ja. Jo, dobro, potem pa greva z barvanjem. Zakaj sem malo vdihnil, ko ste tako rekli, ker mi je bilo kar malo nenavadno, ker ste bili tako hitri. Seveda so moji možgani povezali informacijo, kaj ste vi študirali, to je nekje blizu, no, približno. Smo imeli predmet. Tudi, torej se učite o tem. Se pravi, ste kar dosti prepričani, da ste zadeli. Ja, upam. Katja Lejke ni več prepričana. Mi je všeč, ker se smeji, da še jo takole izvede. To je zelo lepo, ne? Ja, Ker je zelo lepo je. fotogenična za Ja. neverjeti. Ja. Zelo pozitivno, tako da jaz bi še pri tej pozitivnosti ostala. Aha, Pa bom malo kasneje še kaj mogoče povedala na to temo. na to temo, Ne bom na zdaj. entomologijo. Ja, bova Ja. se morala naučiti izgovoriti. Daj ti malo prebrskaj po svojih knjigah. Vela. Ja, ok. In bomo kmalu izvedeli, kje smo. Jaz pa vas vabim k naši nagradni igri, res ne bi rad, da bi ostali brez te priložnosti. Na Instagramu, na Facebooku, v storijih boste videli prav posebno vprašanje, ki ga bodaj ne boste videli, in zapisali boste odgovor pod komentar in morda boste izžrebani. 3 boste dobili državno igro Joker, ja, za dolge jesenske in zimske večere, in upam, da vam bo všeč. Mi pa smo skupaj z odgovorom, seveda, čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni, mi smo nazaj. Nastja Novak Sukič, nasmejana Prekmurka, se bori z našimi vprašanji. Tukaj je zdaj že 5. Dobro igre zaenkrat, lepo uporabljate jokerje, ste kar spretni in odgovorili ste, da je entomologija znanost, ki preučuje žuželke. Zdaj pa Katja. Ja. Imamo še dinozavre, oblake in rokopise na voljo. Ja, veliko Zdaj pa tega. ti povej, kako hitro boš prišla do odgovora. Bom povedala, da se je znanstveno preučevanje tega začelo že v 18. stoletju in da se entomologija ukvarja z nečim živim, tako da bi oblake in rokopis prečrtala. Tako. Kaj pa to je? Torej, dinozavri ali žuželke? Prosim jokerja za eno tako glasbeni uvod, potem pa povem slovensko besedo za entomologijo. Prav. Torej, entomologiji se po slovensko reče žužkoslovje. Žužkoslovje, to so te žuželke, insekti. To je bila vesela novica, žužkoslovje torej. Zdaj vemo tudi to, entomologija.
tista druga po slovensko bi pa bilo mogoče dinozauroslovje ali kaj takega. Imate 5 jokerjev, 2 Egona, mislim, enega Egona za 2-krat in bomo videli, kako boste nadaljevali. Tukaj je ta izziv številka 1, vprašanje številka 6. V katerem zaporedju tonov so navadno uglašene strune na violini? C, G, D, A, G, D, A, E. Ste hodili v glasbeno šolo? Ne. D, A, E, G ali G, D, A, C. Od najnižje do najvišje zveneče. Od najnižje do najvišje zveneče. To nas zanima, v katerem zaporedju so navadno uglašene strune na violini. Evo, to je violina, pogledajte, 4 strune. Torej, C, G, D, A, G, D, A, E, D, A, E, G ali G, D, A, C. Kaj boste naredili? Jokerje imate veliko, vse je mogoče, odločite se. Ne bi vedela v nobenem primeru, tako bom pač ugibala. Tako bom rekla D-A-E-G. D-A-E-G. Tako je že ura hotela vaš odgovor. D-A-E-G. Se pravi, glasbeno šolo niste hodili, zato je to vprašanje za vas bilo vredno 20.000, ampak poglejte, tudi Egon je odgovoril. Ja. Malo drugače kot vi. Mislim, čist drugače. Ja. Ste vi hodili v glasbeno šolo? Ne. Ugibali ste? Ne, od kitare vem, da je... Vem, da je C, zgornja struna. Igrate kitaro? Ne. A to pa ne, dobro. Sem se že razveselil. Dobro, Egon je rekel C, G, D, A. Sem razmišljala o tem. Lahko da imate vi prav, lahko da ima on, lahko da nima nihče. Počasi. Katja, koliko let glasbene šole imaš za sabo? Nič. Nič, dobro. Ti? Hvala. Kaj pa ti? Nič. Ja. Odlično, smo se Ampak dobro imam, našli. hvala Bogu, vse napisano. Ja. Ja. Torej, violina sodi med najmlajša, ki so danes v uporabi, in violina pravzaprav izvira iz viole. Viola je starejša kot violina. Ampak to nas zdaj ne zanima toliko, kot to, da so 4 strune uglašene, to bo zdaj Kata prebrala, v čistih, kaj? V čistih kvintah. To. Tako, in če hočemo uglasiti, ponavadi uporabljamo kakšne glasbene vilice, danes že tudi digitalni oglaševalec ali pa seveda klavirne. Okay. Najlažje. A sva dovolj, Katja, glasbeno izobražena, da vsej mi dva slišiva, če je violina prav uglašena? Morava biti. Dobro, to je seveda za nas, ki nimamo tega za sabo, težka stvar, težka naloga, kot je bila očitno tudi za vas, ampak bili ste pogumni, poglejmo, če se je pogum izplačal. Zaporedje tonov od najnižjega do najvišjega, torej v katerem zaporedju tonov so torej navadno uglašene strune na violini, smo vas spraševali. To zaporedje je G, D, A, E. Bili ste daleč in blizu, tudi Egon, tako da zdaj bodo 3 jokerji šli in tudi še nismo na 20.000. V redu, nič hudega, še veliko stvari bova počela, mislim, v tem jokerju, ampak zdaj po tej epizodi mislim, da si zaslužite malo premora. Da se malo sprostiva, malo počvekava, ampak ne samo mi dva. V odlični družbi, ja? Nekoga bom poklical, ki vam morda prinaša novega jokerja, brez dvoma pa veliko zanimivih besed. Tukaj je polčas. Verjamem, da ga boste veseli vi in vsi mi in vsi, ki nas gledate. To je namreč Matjaž Javšnik. Dober večer. Dober večer, Matjaž. Izvoli, nekaj minut bomo skupaj. Tako, to je pa Nastja. Ona je prišla tekmovati. Bi ti upal, kot Matjaž, pride v kviz, tako zares tekmovati? Absolutno. Bi. Bi, seveda. Mislim, pri tvojem kvizu več ali manj vedno prijem do konca. Ja. Ampak to je, ko sem doma, ne?
Ko si na stolu, je verjetno drugače. Je zagotovo drugače, ampak zdaj, ko si prišel, sem hotel drugo vprašanje za začetek postaviti. Namreč od tvoje, kaj ne rečem, nesrečne epizode z infarktom, lansko leto je to bilo, te zdaj verjetno ljudje zmeraj vprašajo najprej, kako kaj zdravje. Je res? Ja. Mislim, Kako kaj zdravje? Mario, odlično. Imel sem pač ta neljubi dogodek, zelo močan infarkt, komaj sem ostal živ, ampak tle smo, igrali smo tombolo, dobili smo glavni zadetek in zdaj igram podaljške. In to je pomembno. To je v življenju pomembno in jaz sem vesel, da si na tem stolu, prav res, ja. Sicer pa Matjaž je seveda še naprej aktiven tudi na odru, nedolgo tega je bila premiera nove predstave Visoka napetost, tako na kratko, nisem še videl, o čem govori, da me pritegne, povej en stavek, tak, ki se mu ne bom mogel Gre za komedijo, ki se loteva blazno resne teme, neplodnosti. Zanimivo. In če na to stvar pogledaš z nekega drugega zornega kota, rata blazno zabavno. Lahko zabavno. Zelo je zabavno, pa tudi poučno obenem. In ti igraš moža, predvidevam? Igram moža. Ja. Kdo je neploden, ne bom zaupal. To je pomembno, ja. In torej žena je še zraven? Tisti, ki so predstavo že gledali, so blazno navdušeni, zadovoljni, smeha polna skleda, po domače povedano, in ker moje predstave doživljajo med 300 do 500 ponovitev, rekord je 762. Pa ne pretiravate, veš, zdravje, najprej. To je v nekem daljšem časovnem obdobju 3 do 5 let. No, tako. To je zdaj plan za naslednja leta. Tako. Ampak, Nastja, ni prišel Matjaž samo klepetati z mano. Tukaj je eno vprašanje, ki je povezano tudi z njegovim poklicem, talentom, s tem, kar počne. In dobro poslušajte, morda bo to novi Joker. Matjaž, kakšno vprašanje imaš? O čem ozavešča kampanja, ki sem se ji pridružil svojo monokomedijo? O holesterolu, o stresu. Torej, kampanja, ki se je pridružil z monokomedijo Matjaž, torej ozavešča o holesterolu ali o stresu. O holesterolu? A ste jo videli? Videla sem na internetu nekaj, ja. Pa ne samo to, ne gre tako dobro, da sploh ni pod stresom. Torej, predvidevam, da je to pravi odgovor. No, dobro, da ste na internetu, kdaj da ste videli, jaz sem šel to gledati, ker je ta monokomedija, če se ne motim, vsem dostopna, ne? Tako je. In se šališ iz tega, da nas holesterol muči, ali kako? Ne šalim se, blazno resno razlagam, je pa ljudem smešno, to je pa res. No, sej. Razlagam o tem, kaj privede do teh najbolj katastrofalnih posledic, katerih povzročitelj je holesterol. To ni šala. Ni šala, holesterol ni komedija. Si pa lahko vsi, ki se še niso tega uspeli ogledati, ogledajo na spletni strani vzamikrsrcu.si. Vzami k srcu, tako. Sicer pa, Matjaž, ti ima zmeraj kakšnega džokerja v rokavu. Kaj je naslednja stvar, s katero nas boš presenetil? Naslednja, jaz srčno upam, da mi bo uspel nov film, katerega se ravnokar dogovarjam za koprodukcijo. Kaže dobro, če ne bom pa počakal na vnuke. Tudi to je dober plan. Jaz sem vesel, da smo te gostili. Hvala lepa, tudi vi ste bogatejši za novega Jokerja. To je bil Matjaž Javšnik. Hvala, Matjaž, srečno. Srečno naprej. Lahko noč tudi v vašem imenu. Z njim je zmeraj enostavno zanimivo. In vi imate novega Jokerja, ki vam bo zelo koristil v nadaljevanju. 3 Jokerji odslej in še zmeraj 2 Egona. Tukaj je vprašanje številka 7. V kateri državi se nahaja pokrajina Liptov, po kateri se imenuje liptovski sir na fotografiji? Torej, v kateri državi je ta pokrajina? Je to Slovaška, Češka, Avstrija ali Madžarska? Liptaver, liptovski sir. V kateri državi se nahaja pokrajina? Vam bo pomagal Egon, ali boste sami, ali boste navadne džokerje kurili? Kaj boste naredili? Težke odločitve, ne? Ampak imate še nekaj sekund za to odločitev. Odgovora ne poznate, predvidevam, sicer bi ga povedali hitro. Bomo pa Egona porabili. Da vidimo, Upam, da ve. Upamo, da ve. Tukaj je super Joker Egon!
kar zraven Nastje. Takole, počasi, 15 sekund boste dobili dodatka, ampak Egon, samo za vas preberem še enkrat vprašanje, potem se boste odločila. Nastja, prav? Prav. V kateri državi se nahaja pokrajina Liptov, po kateri se imenuje liptovski sir? Slovaška, Češka, Avstrija ali Madžarska? Izberite en odgovor. Jaz bi rekel, da Avstrija, ampak Pa ti si v Avstriji bil, Ja, zato sem kako bi mislila. Liptov. Liptova keza sem že slišal. Ja, kaj sem tudi mislila, ko je. Ja. Samo je slovaško. Samo slovaško mi pa zveni. Ja, meni tudi. Imate tudi še 3 jokerje, Nastja. Vse morate računati. Kaj boste Dajva naredili? Slovaško po Avstrijo, dajva en joker. Lego. Hitro, ja. Preko pritisnete, več sekund vam ostane. Ja. Ja, torej 15 sekund boste spet dobili, ampak zdaj bo joker en napačen odgovor prečrtal. Izbiramo med Slovaško pa Avstrijo. Slovaško in Avstrijo. To je ostalo v vajinih mislih in Avstrija ni pravi odgovor. Slovaško? Jaz sem tudi mislila Slovaško na začetku. Ale? Ne? Za Madžarsko se nisem slišal. Lahko bi bila Slovaška, Češ ali pa Češ. Samo je... Nastja, sekunde grejo. Slovaško. Še dava? Slovaško? Ja. Nastja! Ja, Slovaška. Slovaška. Pa to je trajalo zdaj, ampak vse vem, to je meni lahko reči tukaj na tej strani. Vem, to so težke odločitve. Zdaj vidva sta skupaj v tem, a ne? To je težko vprašanje za 20 tisočakov. Samo enega jokerja ste porabili. Zanimivo. Liptov, torej v kateri državi se nahaja. V Avstriji to ni, lahko je to Slovaška, Češka ali Madžarska. Na Madžarsko niste pomislili, vidim. Sploh. Na vse države so bile tako, no... Na vse ste pomislili, ampak ja. prvo je bila Slovaška že v mislih takoj... Očitno je nekje v srednji Evropi. Katja, povej po pravici, si kdaj jedla Liptower? Sem. Ja, sem. Je pa zanimivo, a ne, da v bistvu ta naš Liptower, a ne, eno obliko tega sira ima tudi Srbija, recimo srbski urnebes. a ne. Urnebes je zelo podoben, res je. Gre samo za razliko v tem, kaj se meša v ta sir, Aha. recimo v tega, da rečem našega, ne, v narekovajih, sladka paprika, v srbskega pa ajvar. Recimo tako. Aha, to je ta razlika. Madžarska. Zdaj pa dobro, da ne povemo prehitro, Ne preveč. smemo preveč. Ja, prosim, drama. Kot Drama. Ja, Liptower si lastijo nekako vse dežele nekdanje monarhije, ampak izvor imena je nedvoumen. Imenuje se po deželi Liptov, ki je v severni Slovaški. Bravo, Nastja, bravo, Egon. Takole. Pomemben moment, tu vaju je nekaj se dotaknilo, da takole rečem, ali sreča, intuicija, karkoli. Hvala lepa, Egon, lahko sedete. Ja, vidite, tako se obrestuje pomoč super jokerja. V redu, zdaj le vas bom izval s posebno motivacijo, zlati joker, 100 evrov, ja, 100 evrov, ampak morate ostati na vrhu. Ja, tukaj miga, poglejmo, če bo dovolj motivacije. Ampak, preden greva naprej, tukaj imam še povabilo. Gledalke in gledalci, vabim vas na snemanje novoletne silvestrske oddaje v Maribor 4. decembra. Zvečer jo bomo tam posneli z najboljšimi glasbenimi izvajalci, z radiem Gaga in tudi z najboljšimi voditelji. Tam bom tudi jaz. Dobro, to je bila šala, ampak čisto zares bom tam in mi bomo vsi veseli, če se tam srečamo. Pridite! Zdaj le pa vprašanje za obstanek na vrhu za zlatega jokerja, vprašanje številka 8. Katera celjska znamenitost ima status spomenika državnega pomena? So to zapori Stari Pisker, stolnica svetega Danijela, Knežji dvorec ali Celjski grad? 40 sekund. Imate kakšno idejo? Celjski grad mi je edino, ko mi vem, da tudi... Status spomenika državnega pomena. Torej, zdaj smo v Celju, vi ste pa iz Prekmurja, se pravi, to je zdaj eksotika, ne? Torej, imate 2 jokerja, če imate kak dvom, vam to lahko pomaga, imate Egona in samo 10 sekund.
rekla kar Celjski grad. Celjski grad. Ja. Celjski grad je odgovor. Če je pravi zlati joker, ja, Celje ima svoje znamenitosti. Ne? In ena od znamenitosti, ki so pisane v register nepremičnine kulturne dediščine kot spomeniki državnega pomena, je skrita v teh odgovorih. Ja? In to je... Imamo tukaj naštete 3 spomenike lokalnega pomena, zdaj pa iščemo enega, ki ima status državnega pomena, ja, in to je Knežji dvorec. Ja, tukaj vas je čakala seveda za 20 tisočakov, torej Knežji dvorec ali spodnji grad, ko mu rečejo na robu starega celjskega mestnega jedra. Tukaj vidimo prizor tega spomenika, zgrajen na rimskih temeljih, z razkošnimi gotskimi notranjimi prostori, večkrat preurejen, bil je mestna rezidenca celjskih grofov in nato sedež celjskega vicedoma. Ja, naslednjič v Celju boste morda na to pomislili, jaz bom zlatega jokerja pospravil. Zdaj ste na 7 tisočakih, brez jokerjev, veste kaj potrebujete nujno. Jokerja. Jokerje potrebujete. In vprašanje, ker imate še enega super jokerja, ga čuvate za to, da bo namesto vas odigral drugi bonus joker ali bova to midva odigrala? Pa mislim, da bi lahko midva poskusila. Pa poskusiva, se strinjam. Dobro, okay. Nastja, tukaj je drugi bonus joker. Saj veste, berem vprašanja, brez odgovorov, čakam na vaše odgovore, naj jih bo čim več, a naj jih bo vsaj 5. Imate še 4 vprašanja in čisto brez jokerjev bo to težko, zato poskusiva biti uspešna. 3, 4, zdaj. Hidrofobija je strah pred... Vodo. Da. Kateri je zadnji samoglasnik v slovenski abecedi? O? Zadnji je U. Ja. Koliko navpičnih črtic ima na elektronskih napravah gumb za pauzo? 2. Da. Kaj je po poklicu stripovski junak Rip Kirby? Ne vem. Detektiv. Kako je bilo ime hčerki Marije Terezije, ki se je poročila z Ludvikom 16. Sisi. Ne, Marija Antoineta. Ja. V katerem delu Pariza se tradicionalno zaključi Tour de France? Elizejske poljane. Da, dobro. In katera je največja etnična manjšina v Turčiji? Kurdi? Da. In na katerem polotoku sta mesti Pazin in Labin? Pazi pa Labin. Ja. Polotok. Naprej, Istra. Ja. In koliko barv je na ukrajinski zastavi? 2. Da, dobro. In pauza. Imate enega jokerja že v žepu. Če bo šlo tako naprej, bo še eden, ker imate več kot pol minute za to. Ja. Se vem, zbrane treba biti, pa hitro je. Sem prehiter? Ne, je v redu. V redu je. Nadaljujeva. 3, 4, gremo. Sorta katere kulturne rastline se imenuje tetovec? Fižol. Da. Katera mikrodržava je danes edina absolutistična monarhija v Evropi? Monako? Ne, Vatikan. Koliko ekip tekmuje v polfinalu? 4. Da. Kateri srednjeevropski jezik sodi med ugro-finske jezike? Madžarščina? Da. Največje mesto na svetu, ki leži na 2 kontinentih je? Istanbul. Da. In še zadnje vprašanje, katera kovina je sestavni del hemoglobina v krvi? Železo. To priznamo. Ja, kakšna sreča. Hemoglobin v krvi, bravo, železo. Ja, hitrost in... Ne vem, prav dahnil sem si, ne vem, kaj ne reče drugega, vi pa še bolj sem slišal. 2 jokerja dobite o tem bonusu. Čestitke, Nastja. In zdaj bo lažje, imate tudi enega super jokerja. Tako da, ja, ne bo tako hudo do konca. Še 4 vprašanja so pred vami. Novi krog, odslej 50 sekund in ponovni poskus, da pridete na vrh z vprašanjem številka 9. V okviru katerega vesoljskega programa NASA se je zgodil prvi uspešni pristanek na Marsu? Torej, kako se je ta program imenoval? Je to bil Viking, Mariner, Magellan ali Pathfinder?
Tako, upam, da sem prebral pravilno. Torej, kako se je imenoval vesoljski program NASA? Ja, posledica uspešni pristanek na Marsu. Ja, pritisnite. Kaj to pomeni? Bomo Egona poskušali. Ja, je dobila prav en poseben tak. Počakajte, Egon. Imamo mi to dramaturgijo, gledajte zdaj. Ja. In tukaj je super Joker Egon, prosim. Blizu Nastje bo prava pozicija. Nastja je kar, čakaj, bom prebral jaz to še. A že razlagali kaj? Ga bolj zanima vesolje kot vas? Pa ve on o tem, ja? No, pa poglejmo. Torej, v okviru katerega vesoljskega programa NASA se je zgodil prvi uspešni pristanek na Marsu. Je to bil Viking, Mariner, Magellan ali Pathfinder? Tako pa se malo pomeni, da imate skoraj minuto. Kaj bi rekli, Egon? Kar na glas lahko to vi. Pa si že zasledil to ime? Film je bilo tudi. Film je. Torej, mora biti torej prvi uspešni pristanek na Marsu, sploh me ne poslušaj. Je to. Debatiramo. Ne. Ker vidva se lahko dogovorita, še pol minute vam dam. Imate morda kakšen dvom, ker imate dva Jokerja namreč in je zelo pomembno. Pa ne, jaz mu zaupam. Kaj pa je rekel? Pathfinder. Jaz nisem siguren. Nekaj ti zaupam, gledaj, pa peli tudi svoje obaje prole slovo. Imate še kako drugo idejo? Jaz samo poznam, da je bilo v filmu enkrat. Če je to koliko resnice o tem, zdaj pa ne. Jaz ti zaupam. Bomo rekli Pathfinder. Pathfinder. Torej, če bo narobe, bom kriv. Če bo narobe, Ego, boste vi kriv, če pa ne, pa vas bo spet objela kot prej. Se pravi, Pathfinder, to je zdaj poskus, da pridemo na 20 tisočakov. Ja. Porabili ste zdaj super Jokerja, imate še dva Jokerja. Pa poglejmo zdaj lepo po vrsti. Zdaj bomo seveda Katjo vprašali, ki tako rada tava po vesolju. Ja, tava predvsem, ja. Torej, ne vem, a se da kaj povedati, ali bolje, da prej povemo odgovor, pa potem razložimo? Mislim, jaz lahko povem to, da je bilo to že, meni se zdi to vedno fascinantno, kako dolgo nazaj so se te stvari dogajale. Recimo 2 sondi so v okviru tega programa poslali tja, in sicer eno junija 76 in potem še septembra istega leta še ta drugo. In zdaj med nalogami teh 2 sond je bilo iskanje mikroorganizmov, torej življenja na Marsu. Seveda ni bilo človeka na teh odpravah, to vemo, ampak zdaj iščemo ime programa. Prosim. Torej, ta program, ki je torej na Mars poslal 2 sondi, se je imenoval Viking. Sej, Ego, niste bili tako zelo daleč od resnice, ampak Pathfinder je zadeva iz leta 96. Mi smo pa iskali prvi uspešni pristanek na Marsu in to je bil Viking. In ja, nič zdaj ste zapravili, kar ste imeli in kar ste se prej priborili, ampak dobro, to spada k bitki, gledajte, zdaj se bo borila kot levinja. Do konca še 3 vprašanja, mi držimo pesti. Hvala, Egon, za to, da ste prišli, lahko sedete. Ne, zdaj Egon prav žal mu je, vidite, ja. Ampak prej je bil uspešen, zdaj pa ni šlo, ampak ja, Pathfinder je slišal seveda v tem kontekstu z razlogom. 10. vprašanje bo kmalu tukaj, še prej vas vabim na audicijo. Ja, pridite, prijavite se na naši spletni strani, je poseben zavihek, kjer piše audicija, torej www.rtvslo.si/Poševnica, Joker, tam nas najdete in morda se srečamo ne samo na audiciji, tudi takole v oddaji in imeli se bomo 1 uro lepo. A je lepo? Super je. Super je, no, super se boste imeli, celo. Prav. 10. vprašanje, Nastja, vam bo zdaj pogledalo v oči. Ste brez Jokerjev, tako da se boste morali zanesti nase. A veste, dostikrat se to obrestuje, ko ni teh izhodov v sili, je samo vaša sreča, znanje, intuicija, je samo Nastja in 10. vprašanje. Koliko ovir morajo preskočiti atleti v teku na 400 metrov z ovirami? 8, 9, 10 ali 12? Torej, koliko jih morajo preskočiti, koliko jih je od štarta do cilja na 400 metrov z ovirami?
naš najuspešnejši atlet v tem športu je Matic Ian Guček, lahko nam pride na pomoč, samo ovirni. Torej, koliko ovir on preskoči na teku na 400 metrov z ovirami? Mislim, da po vsaki ravnini 3, pa v ovinku 2. Torej 8, 9, 10 ali 12. Ali preštejte, koliko bi bilo, če vam to kaj pomaga, na 400 metrov razdelite progo. 8 sekund, ni veliko časa. 10 bom rekla. 10? 10, ja. Se pravi, ne vem sicer dovolj o tem, Katja, morda boš ti pogledala, ali so te ovire niso čiste enakomerno razporejene, namreč predvidevam, da jih najprej ni, pa potem so. Jaz mislim, da imamo do tam, da pridemo do odgovora še eno oviro. Hvala lepa. Bom jaz to oviro zdaj napovedal. Prav, bom do tega prišli, da vidimo, kje smo pri tem teku na 400 metrov z ovirami. A veste kdaj? Po glasih. Ja, nekaj takega. Ampak še prej vas povabim k nagradni igri. Pridite k nam na Instagram in na Facebook. V storijih boste videli nagradno igro, nagradno vprašanje. Upišite odgovor pod komentar in morda dobite eno od obljubljenih nagrad. Se veselimo in skupaj smo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v studiu. Studio je ena televizija Slovenija, ki se mu zdaj reče studio kviza Joker in skačemo čez ovire. Vsak Joker ima 12 ovir, zdaj je bila pred vami ovira številka 10, mislim 10 vprašanje, ne? Ja. In tudi vaš odgovor je 10. Koliko ovir morajo preskočiti atleti v teku na 400 metrov z ovirami? Izbrali se 10. Zdaj, Katja, nama boš prišla na pomoč? Bom. Torej, preštejte ovire, povej nam kaj več o tem. Jaz bom povedala, moramo omeniti slovenske športnike, a ne? Matic Ian Guček je en tak zelo uspešen športnik in moram tudi poudariti, Marijo, in spomniti, da je v Rimu pred kratkim oziroma pred časom popravil svoj državni rekord v polfinalu in se s tretjim časom prebil v finale, in sicer s časom 48 sekund 38 stotink, ampak on si želi teči pod 48 sekundami, zato jaz mislim, da si zasluži en aplavz. In zdaj vemo, kaj pomeni na 400 metrov z ovirami 48 sekund, torej dosežek. Koliko ovir ga loči do tega? Torej, Matic mora pri teku na 400 metrov v teh 48 približno sekundah preskočiti še 10 ovir. Bravo! 10 ovir. Nastja, in vi pri vprašanju številka 10 je bil pravi odgovor 10. A ste to kaj povezali? Niti ne. Niti ne, ni bilo tega časa in ste spet na 7 tisočakih. Zanimivo, se vi to sprehajate gor dol, zdaj le imate še 2 vprašanji in pogledajte, vse je še mogoče. Upam, da vam bo sta všeč, kot se je lepo izteklo tudi pri tej atletiki. Greva k vprašanju, številka 11, ki je pogosto, skorajda usodno. Poglejmo ga. Kateri igralec je zavrnil Oskarja zaradi odnosa Hollywooda do Indijancev? Marlon Brando, Richard Burton, Woody Allen ali Paul Newman? Tišina v studiu. Nastja, odločite se. 45 sekund. Kdo je zavrnil Oskarja? Zaradi odnosa Hollywooda do Indijancev. Torej zaradi slabega odnosa, očitno, ne? Nekaj boste morali reči, vidim, da ste v precepu, da tuhtate, iščete, se ne spomnite tega dogodka, niste o njem brali. Ja, to so ta vprašanja, butična. Torej, Brando, Burton, Allen, Newman. Hitro, 8 sekund, morate nekaj reči. Hitro. Brandon. Kako ste ga zbrali? Čist tak, po naključju. Po naključju. Se pravi, poglobili se bomo v zgodovino Hollywooda oziroma podelitve Oskarjev, spremljate morda to prireditev vsako leto ali vas
Pogledam pol, kdo je kaj zmagal. Aha, torej vrhunce večera pogledate. Ja. To je zelo daleč nazaj, Katja. Ja, Povej, kako katerega daleč nazaj. leta se je to zgodilo? To je bilo leta 1973. Kje ste bili takrat? Ne? In to je bil takrat kar tak šok, da rečem, škandal. Ta igralec je namreč na podelitev Oskarjev poslal pripadnico ameriških Apačev. Mislim, da bomo videli fotografijo, evo, Tako. njo je poslal na oder. In ona je pravzaprav interpretirala to njegovo izjavo. Požela seveda aplavz in tudi neodobravanje, žvižge, seveda vzrok je bil pa to sporno ravnanje, ne, ki so ga deležni ameriški indijanci v filmski industriji in filmih, ki se predvajajo na televiziji, kar močna gesta bi lahko. Ja, zelo močno sporočilo, ki očitno odmeva še do letošnjega leta in do Nastje, ki je v skrbeh, zrel ekran in čaka Katja na odgovor. Kaj je pravi odgovor? Po mojem se tako počutijo ti igralci, ko čakajo, če bojo prebrali njihovo ime, ne, pri Oskarjih. Torej, ta igralec je bil sloviti in krasni Vito Corleone, torej Marlon Brando. Bravo! Nastja, na 20 tisoč ste prišli. Kaj je to? Ne vem, vi kaj povejte. To je, mislim, vidim, kaj imate solzne oči. Mislim, pač pravilno ste se odločili v pravem trenutku. Veste, kaj to pomeni? Ja, to so zdaj solze sreče. Tega pa že dolgo nismo videli. Ja. Vse mi je všeč. Ja. Odločili ste se, čeprav niste poznali odgovora, ampak, a veste, tudi to je del kviza in zabave. Marlon Brando vam je zdaj prinesel res lep moment, nam pa tudi, kajti smo pred zadnjim vprašanjem, kjer bo zdaj vse lažje. Ne? Ampak vam moram povedati, Nastja, da imate zdaj pred zadnjim vprašanjem naslednjo nalogo. Ko boste videli vprašanje in vse 4 odgovore, se lahko odločite in odstopite, če se vam zdi, da bi bilo odgovoriti preveč tvegano. Seveda, če odgovorite pravilno, boste nova dobitnica 20 tisočakov. Če odstopite, pa 7 tisoč evrov pride na vaš račun. Ja. A bo za hišo, če bi bilo. Ja. Nekaj. Nastja. Ja, dobro. Se pravi, če odgovorite napak, se pravi narobe, boste padli na 1000 evrov, kar je tudi... To ne bomo delali. Tega ne boste počeli. Dobro. Se pravi, poglejmo najprej vprašanje. Tukaj. Kateri je prvi mesec v muslimanskem koledarju? Je to Safar, Radžab, Ramadan ali Muharram? Nastja. To pa nam niti ogibala. Imate dovolj džokerja? Ja, ne vem. To si lahko sami odgovorimo. Ja, to si lahko sami. Bom ogibala, samo ko bo že enkrat... Ko ne bo več posledic. Tako. Se pravi, če vas prav razumem, ste vi z džokerjem zaključili. Ja. Takole zdela, kot da smo vas ful mučili. Torej, povejte na glas, kaj boste naredili. Končam, odstopim ali kak je. Tako, torej končate, odstopate. Tako. Ura se je ustavila in odstopili boste. Nastja, pričakoval sem tak odgovor, če boste videli vprašanje, ki vam ni ljubo, in to se je zdaj zgodilo. Se pravi, majhna kazen, ki pa zdaj ne boli, ampak ena sama sreča. Namreč, naredili bomo, kar moramo, spustili vas bomo za stopničko niže in zdaj imate 7000 evrov. To je konec tega kviza, Nastja. Mi vsi smo veseli, vi pa tudi, kot vidim.